Bosna in Hercegovina v enem najbolj nevarnih trenutkov v zadnjih 30 letih in Srbija na prelomnici. Burna in izjemno pomembna dogajanja za regijo. Spoštovane gledalke in gledalci, spoštovani poslušalci, poslušalke, dobrodošli v še en pogovor na ena. Z mano ste danes dr. Faris Kočan z katedre za mednarodne odnose, Fakultete za družbene vede, kjer se ukvarja z varnostjo v vzhodnji Evropi, Evropsko unijo in mednarodnimi odnosi. Dobrodošli. Dober dan. In dr. Marko Hočevar z Centra za politološke raziskave, ki se ukvarja z zgodovino političnih idej in teorijo države. Dober dan. Dober dan, dobrodošli. Hvala. N1 podcast s Suzano Lovec. Najprej v Bosno. Alarmantno je, ravno sem pogledala novice, zdaj tam zaradi naraslih voda, a še bolj zadnje dni in tedne zaradi politične in varnostne situacije. Včeraj in danes regija budno spremlja, kje je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, kako je mogoče, da je šel čez državno mejo kljub nalogu za privedbo, ali bo razpisana tudi mednarodna Interpolova tiralica za Dodikom. Sodišče Bosne in Hercegovine namreč te dni izdalo zahtevo za razpis mednarodne tiralice za njim in predsednikom Narodne skupščine te entitete. Zdaj, kaj pomeni za Bosno in Hercegovino v tem trenutku in za regijo Dodik? V Bosni, kot sem rekla, se dogaja eskalacija, že nekaj tednov jo poznavalci odpisujejo kot najslabše in najbolj nevarno v zadnjih 30 letih. Kaj vse je na kocki te dni? Dr. Kočan. Vsakič, ko pride do neke eskalacije v Republiki Srpski, recimo tudi leta 2011 pa 2016, ko je Dodik s to svojo secesionistično retoriko igral se, v Bosni in Hercegovini so opisovali najhujša politična kriza v zadnjih 16 letih, najhujša politična kriza v zadnjih 20 letih. Tako da smo prišli v bistvu v zadnjo fazo, se mi zdi, v Bosni in Hercegovini, ko govorimo o situaciji, kjer je dialog potreben. To je tisto, kar, in zanimivo, to je tisto, kar Dodik poudarja, ampak dialog brez Dodika. In to se trenutno v Republiki Srpski dogaja. Dodik je tam nekje od leta 2008-2009 tudi na račun uradnega Sarajeva in bošnjaške politične elite uspel skristalizirati ta metanarativ, da je Milorad Dodik enako Republika Srpska. Brez Milorada Dodika Republika Srpska kot entiteta ne more obstajati. Zdaj, po 30 letih pa prihaja v bistvu do tistih kritičnih glasov tudi v opoziciji v Republiki Srpski, kjer jasno da vedeti, Republika Srpska obstaja zaradi Dejtonskega mirovnega sporazuma. Milorad Dodik ni v enačbi in končno se je v Republiki Srpski začelo tudi vzbujati ideja, da Milorad Dodik ni politik, ampak podjetnik. In da vam ponudim še neko tako ključno metaforo, ki razume ta duh časa. Aleksandar Trifunović, eden izmed osrednjih urednikov v Republiki Srpski, glavni odgovorni urednik Buke, je včeraj za radio televizijo Bijeljina dejal eno pomembno stvar. Milorada Dodika sem 3-krat klical kot novinar. Prvič sem ga klical kot opozicijskega človeka, poslanca, ki je imel ideje. In takrat je bil Milorad Dodik razumljen kot up v Bosni in Hercegovini in Republiki Srpski. Drugič sem ga klical leta 2006-2007, ko je že bil politik na položaju, pa je še imel nekaj idej. Ko sem ga tretjič poklical, sem videl, da ne govorim več s politikom, ampak s podjetnikom. In sem ga nehal klicati. In tako je treba Milorada Dodika razumeti. Kot človeka, ki je uzurpiral Republiko Srpsko, kot človeka, ki mu je absolutno vseeno za ljudi v Republiki Srpski in kot človeka, ki enostavno išče samo biznisiranje. In kje je na tej poti biznisiranja rušenja ustavnega reda Bosne in Hercegovine? Od leta 2020 je Dodik v Narodni skupščini Republike Srpske skušal sprejeti zakon o kmetijskih zemljiščih in zemljiščih kot takih. Zakaj? Zaradi tega, ker je videl, da obstaja rudnine, da obstaja velik hidropotencial, električni potencial v Republiki Srpski, ki bi ga lahko izkoriščal. Kaj je skušal narediti skozi to situacijo, ko je Ustavno sodišče ugotovilo, da sam kot entiteta ne more razpolagati z državnim premoženjem, z državno lastnino, je enostavno se zaprl noter v to situacijo, da izsili, da bi ta zakon bil sprejet. Ko je Ustavno sodišče ocenilo, da je ta člen, ni bil ves zakon neustaven, ampak člen, ki je nakazal, da je Republika Srpska lastnica teh zemljišč, med drugim tudi tam, kjer so mineralni bazeni in hidroelektrarne, takrat je Milorad Dodik začel v bistvu to situacijo eskalirati. Zakaj? To, kar vedno počne, izsiljuje. Milorad Dodik je človek, ki izsiljuje in zelo dober primer tega je, da je izkoristil kontekst Inska. Insko je bil verjetno eden izmed bolj problematičnih visokih predstavnikov v Bosni in Hercegovini, tudi z najdaljšim stažem, ki ogromno let ni nič delal. Praktično 8-9 let si ga videl, da ni sprejel nič, pogovarjal se z vsemi, ampak nič ni naredil. Zadnji dan, ko je odšel, je sprejel to famozni zakon glede
prepovedovanja, zaničevanja, obeleževanja genocida v Srebrenici. Ne? In s tem je tako zelo toksiciziral situacijo v Bosni in Hercegovini, da je Schmidt prišel že v elektreno ozračje. In v tem elektrenem ozračju je počel, kar je počel. Brez močne zaslombe Nemčije. Vemo, da ga je Angela Merkel dala iz svojega kabineta neposredno tja. Bila je v odhodu, ni imel zaslombe, tudi v varnostnem svetu ni imel ustreznih zaslomb zaradi tega in se je znašel v takšni situaciji, kot se je znašel. Ampak pod črto Milorad Dodik je skušal, torej Madžarski v tem primeru, prodati te mineralne bazene, izkoriščanje teh rudnikov in vseh ostalih stvari, predvsem tukaj govorimo o litiju, zaradi tega, ker je Dodiku samo za to mar v Bosni in Hercegovini. In končno je opozicija uspela prekanalizirati to, ne? Ker razlika med današnjo situacijo in situacijo 2011-2016 ni samo v tem, da je opozicija enotna, ampak da se gre za drugačno logiko razumevanja. V Republiki Srpski obstaja socializiran interes med političnimi strankami, samo dvojen. Prvi socializiran interes je, da ne smemo imeti ustavnih sodnikov, ki so tujci v Bosni in Hercegovini. In drugi socializiran interes politični je ta, da mora OHR, urad visokega predstavnika, zapustiti Bosno in Hercegovino. Dodika trenutno ni OHR zrušil oziroma naročil, da ga je potrebno umakniti. Dodika ruši ustavno sodišče. Torej, državna institucija je tista, ki vodi postopke zoper Dodika v kontekstu državnega udara. In tu je imela opozicija možnost in potencial ga rušiti nadaljno. Ne? Razumem, absolutno opozicija ni zdaj najbolj državotvorna institucija na svetu, nimajo oni cilj samo zgraditi Bosne in Hercegovine, cilj imajo umakniti Dodika. Tako kot je Dodik 98-99 rušil SDS, Biljan, Plavšič in Karadžića in ostale, ko je šel tudi v Haag proti Mladićem in ostalim vsem govoriti, tako bodo danes torej Dodika opozicijski partnerji zrušili. Ampak pod črto, ključno za njega je, sam vedno izsiljuje za to, da dobi ustrezne koncesije. In da ponudim samo še en primer na tej točki, Evropska unija terja, oziroma Evropska komisija terja pogajalca za Bosno in Hercegovino, zato da se sploh proces začne voditi. Že pol leta nazaj je bilo dogovorjeno med koalicijskimi partnerkami na ravni države, da bo glavni pogajalec prišel iz Republike Srpske. Se pravi, Dodik je zmagal po tej logiki. Glavni pogajalec bo iz Republike Srpske in lahko ga tudi sam imenuje, izbere. Ne. On je pol leta ta kontekst izkoriščal zato, da dobi dodatne, drugačne koncesije, drugačne dile politične s svojimi koalicijskimi partnerji. Ne? In to je vse, kar mu v bistvu danes tudi opozicija očita. Crnadak in vsi ostali iz PDP-ja prav to kažejo in sporočajo ljudem v Republiki Srpski. Dodik je prestopil v Rubikon. Naš cilj je evropska integracija, naš cilj je družba brez korupcije, naš cilj je demokratizacija Bosne in Hercegovine. In zato se moramo pogovarjati. In ta situacija se mi zdi, da je ključna zato, ker je končno prispelo do tega, da je potrebno se pogovarjati brez torej tistih, ki so destruktivni faktori v Bosni in Hercegovini in morda tlakovati pot ne samo zato, da so državne institucije dejansko da opravljajo svoje delo in ščitijo vse tri konstitutivne narode in ostale v Bosni in Hercegovini, ampak da dejansko skozi ta dialog pride do tega, da urada visokega predstavnika ne potrebujejo. In to je lahko ključen message vseh znotraj dialoga, ki se bodo pogovarjali, kako narediti to Bosno in Hercegovino takšno, dialoško, da ne potrebujemo več teh mednarodnih tutorjev. In s tem v bistvu bo Dodik izpolnil svojo večno sanjo, OHR umaknil ven iz države, s tem, ko se bo v bistvu povezali vsi ostali zoper njega oziroma zoper destruktivnih politik in pognali ta proces iz te točke. Dr. Hočevar, kako nevarna se zdi situacija? Vem, tako kot je dr. Kočan rekel, se ponavlja, rečemo, nevarno, eskalacije so bile že prej. Tokrat se zdi, da je v bistvu Dodik na nek način tudi osamljen. Iz Evrope prihajajo ta sporočila, ti messagi in tudi v Republiki Srpski. Zdi se, da so stvari obenem zelo napete, hkrati pa drugačne kot doslej. Jaz bi nadaljeval tam, ker je Fariz zaenkrat naredil vejco. Namreč Dodik, in to je čedalje bolj jasno, da predstavlja veliko neko breme za celotno Republiko Srpsko. Kajti Republiko Srpsko bi marsikdo tudi drugače dojemal na mednarodnem prizorišču, če ne bi to entiteto vodil on. Zdaj, dejstvo je, zagotovo, da določene problematike, ki jih Dodik naslavlja, zagotovo niso samo plod njegove fikcije. Sigurno obstaja ogromno nerešenih vprašanj
na celotnem območju Bosne. Bosna je, tako kot je bila zastavljena, žal se tako izkazalo, precej disfunkcionalna država. Ima zunanjega upravitelja, če tako rečemo, kar spominja na neke povsem druge čase. In tukaj seveda obstaja zelo velik strah, kaj se bo zgodilo s to Republiko Srpsko, ki je bila na kakšenkoli način ustanovljena z Daytonom. Vsak predlog reformulacije Daytona zbuja strah, da se bo zgubil ta avtonomija oziroma ta neka politična subjektiviteta, ki obstaja. In to je treba zelo resno razumeti. Da torej to ni samo nekaj, kar je Dodik plasiral med ljudi v politiko in ki govori o tem, ampak je nek širši sentiment. Torej to je ena stvar. Druga stvar pa je to, kar je tudi Faris govoril, da zagotovo bi se dalo marsikaj tudi drugače reševati, če to politiko ne bi srbsko stran predstavljal on. Ne zdaj kot Dodik, ker zagotovo ni samo Dodik problem in to je tisto, kar jaz hočem povedati. To je podobno in to je neka druga zgodba, ker sam Putin je nor. In tukaj tudi Dodik je nor, Dodik je takšen, drugačen, ne vem kaj. So strukture, so neke globlji razlogi, zakaj prihaja do določenih protislov in povezav tukaj. Dejstvo pa je, da ključni problem trenutno se meni zdi vprašanje, torej, ali je možno narediti dogovor, ki bi lahko zgledal na takšen približno način. Dodik se umakne, najde se nov kompromis glede visokega uradnika. In potem se lahko celoten proces začne znova. Torej, vprašanje ureditve notranje Bosne in Hercegovine, status Republike Srpske, kaj in kako naprej glede na Evropsko unijo. Ker dokler, tudi če se Dodik umakne na takšen ali drugačen način in dokler je Schmidt na tem položaju, jaz nisem prepričan, da bo zadeva deeskalirala do te mere, da se lahko začne nek, recimo konstruktiven dialog v smeri umirjanja strasti in pa predvsem nehanje z nekimi, recimo temu, secesionističnimi težnjami in idejami, kako naprej. 30 let bo kmalu od Daytona, žal prihaja tudi neka druga 30. obletnica in tukaj obstaja velika nevarnost, dvojim, da bo vojna, seveda noben nima čarobne krogle, da to lahko napove, ampak trenutno zadeve res ne dišijo, upam, da na ta način. Je pa res, da bo marsikaj ponudila zgodovina in te obletnice, da se zadeve na retorični ravni še zaostrujejo. In tukaj je treba biti precej previden in poskušati najti nek kompromis. In meni se zdi, da bi to bil nek precej elegantna rešitev, tudi zaradi tega, ker vidimo, da se dve velesili, ki se do sedaj nista pogovarjali zadnjih 5-6 let glede ničesar, trenutno pogovarjata glede Ukrajine, mogoče bi se lahko začeli pogovarjati tudi glede tega in na ravni Združenih narodov, v Varnostnem svetu, mogoče pa potem tudi na ta način legitimirati funkcijo visokega uradnika, ki je zame absolutno problematična. Absolutno problematična, ampak če že sprejmemo dejstvo, da bi zagotovo saj stran federacije vztrajala pri tem, da ima to funkcijo še nekaj časa, torej da obstaja ta neka oseba, ki strani zunanje sile skrbi za mir, recimo v navednicah, zaradi njihovih nekih strahov, ki obstajajo vizavi srbske strani, da se potem mogoče na ta način gre v to zgodbo, ker vztrajati samo, da Dodik mora oditi ali pa karkoli že, da mora v zapor, da ne vem, koliko let ne sme upravljati političnih funkcij in tako naprej, to zadeve, vsaj kakor jaz razumem, ne bo umirilo do te mere, da se lahko neke resni, drugačni procesi začnejo. In tukaj tudi še eno stvar bi dodal, Bosna je
Saj glede tega, glede ideje in teorije konsociativne demokracije se je izkazala kot precej slab eksperiment, tako bom rekel, kot eksperiment, ki ne deluje zaradi tega, ker ne gre samo za neke etnične razlike ali pa verske, ampak gre tudi za neke zgodovinske izkušnje, različne vojaške, ki pa seveda vsem različnim stranem ustreza, da se jih občasno seveda lansira, pogreva in glede njih razpravlja, namesto da bi se iskala neka drugačna pot naprej. In tukaj, to je jasno, tudi Evropska unija ne igra konstruktivne vloge in tukaj ne mislim, da Evropska unija more biti, ne vem, namesto visokega uradnika usmerjati, upravljati stvari in tako naprej, daleč od tega, ampak v smislu tega, da vkolikor se resno misli glede tega nekega članstva ali pa širitev, ne more Bosna toliko dolgo čakati, medtem ko neka druga država lahko pred njo dobi ta status. In razumemo geopolitika, vojne, interesi in tako naprej. Ampak jasno je, torej bilo takrat že dano sporočilo tudi Bosni, da ni ravno na prioritetni listi in to se ne bo spremenilo tako hitro. Notranja vprašanja same Bosne, ki je žal družbeno devastirana, ekonomsko precej v razsulu, že zadnjih žal 35 let oziroma 34 let recimo, politično razklana, treba je torej najti nek nov model. In to bi pa pomenilo radikalno, verjetno tudi predrugačenje Daytona. Ne v smislu, recimo ne vizavi status Republike Srpske, ampak vse neke stvari bo treba spremeniti, da ni možnosti takšnih blokad, ki se dogajajo z ene, druge ali tretje strani in pa zaradi tega, da se lahko na nek način osmisli kot politična skupnost, Bosna. Ne zdaj eno nacionalna, homogena, to ni in to ne bo, to nikoli ni bila. Ampak na politični ravni ali je zmožno misliti in delovati z nekimi skupnimi cilji med tremi entitetami. In tukaj bosta morali tudi bošnjaška in hrvaška stran narediti kakšen korak nazaj mogoče, srbska stran bo pa morala tudi marsikaj reformulirati, kajti dejstvo je, dokler imamo srbski pomemben element v Bosni, širši Bosni, torej kot Republiko Srpsko, do takrat bo obstajala nekakšna vezava na Rusijo. To je pač dejstvo, to je fakt. To je zgodovinsko pogojeno, ne zato, ker Rusi imajo vedno in samo dobre namene, ampak zato, ker imajo svoje interese tukaj. Tega se je treba zavedati. Srbi pa vidijo v njih kakšenkoli že v navednicah garant za neke stvari. A je to res ali ni, o tem se lahko pogovarjamo. Ampak to je dejstvo, da ta neka povezava bo obstajala. Treba se naučiti torej delovati skupaj tudi s tem dejavnikom. Ne pa skozi vztrajati, da mora priti do nekega razkola na tej točki, ker to se ne bo zgodilo in potem smo lahko na točki nič zopet. Skratka, ogromno je tle nekih vprašanj, ampak tisto, kar mi je bilo zelo pomembno, kar je Faris govoril, je to, da Dodik ima seveda v ozadju predvsem kapitalske interese. In to je tisto, česar se je treba zavedati, da ni slučajna seveda povezava z Madžarsko, ker kje je tudi Dodik trenutno dobrodošel tako zelo. Imamo Madžarsko, Srbijo, in mislijo, da je tudi Izrael, mogoče ni ravno. To je sicer ena zelo dolga zgodba glede Srbov in Izraela, zakaj je šel Dodik v Izrael. Ne vem, če veste, ampak obstaja tam en kulturni center, ki se imenuje po Ariju Livniju. To je bil en judovski, izjemno pomemben, recimo temu gospodarstvenik, karkoli že, tudi že v času Jugoslavije, umrl je pred parimi leti, dočakal je skoraj 100 let in on je predstavljal neko ključno vez do Izraela, vsem tem od 90-ih let naprej. Ker ni slučaj zopet, kjer igra Maccabi Tel Aviv košarkarsko Euroligo. Zdaj, ki ne igrajo seveda v Tel Avivu zaradi vojne v Gazi in vsega, v Beogradu. Skratka, verjetno bi pa lahko izbirali še od Berlina, Pariza in še marsikje drugje, ker bi bili ravno tako zelo dobrodošli in ne vem kaj še vse.
to je neka os, neka povezava, ki ima neke korenine in je daljša zgodba, ampak ni slučaj, hoče reči, da je šel v Izrael. Zdaj, kaj se tam zgodilo, ne vemo. Očitno je, da ko je prišlo na raven Interpola zadeva, so rekli, ok, to je pa mogoče too much, tudi zaradi Netanjahuovih notranjih nekih problemov in vsega, kar ima on za seboj. Ampak že to, da je šel v Izrael, je nek znak, da mogoče pa obstajajo nekateri igralci, ki bi se bili pripravljeni pogovarjati tudi še z Dodikom. Če pa so se pripravljeni pogovarjati z Dodikom, pomeni, da so se pripravljeni verjetno pogovarjati tudi širše glede same Republike Srpske in glede Bosne. To je zame nek mogoče indikator, signala. In to je potem mogoče treba izkoristiti, kot rečeno, v trenutku. Seveda, tukaj tisto, kar imam jaz v mislih, je vprašanje Rusija, ZDA, ali je možen nek kompromis in seveda potem Kitajska, ki bi verjetno bila za, če bi srpska stran bila za, ampak potem je problem Francija, Velika Britanija, ali bi podprli v varnostnem svetu neko novo rešitev glede visokega uradnika v povezavi s tem, da se Dodik umakne. In to je, jaz mislim, nek politično vprašanje, ki se ga mora rešiti na ravni Balkana in pa tudi na ravni velesil. Zanimiva je tudi ta transformacija, ne samo iz politika v poslovneža, ampak kot danes piše Reuters, tudi o njegovi poti od ljubljenca Zahoda do proruskega separatista. Kaj se je zgodilo na tej poti? Ja, tako kot smo že prej malce namignili, tam 98-99 je Dodik doživel tista meteorski vzpon kot nekdo z 2 poslancema, da postane predsednik vlade Republike Srpske in seveda mu je pomagal visoki predstavnik, je takrat poplašeno umaknil, ker ni želel seveda Dodika imenovati na ta položaj, funkcijo. Dodik je takrat šel z reformisti, Plavšičeve, proti Karadžiču in tako naprej. Situacija je taka, da je Dodik vedno imel dober odnos z Zahodom, vsaj na začetku kariere. Ljudje so ga videli kot up. Madeleine Albright je rekla, da je nek nov veter, svež veter in da je kredibilen partner, če uporabimo besedo kredibilen, tako ker mislim, da super rekel, kredibilen partner in da ga Zahod more podpreti. In tako so sledili ameriški milijoni, prišel je tudi britanski predsednik državnega zbora nagovoriti noter v narodno skupščino, recimo s tem je pokazal ta signal, poglejte, Republika Srpska se ponovno odpira svetu, od tistih klasičnih nacionalistov, vojnih zločincev smo prišli do nekoga, ki je vsaj prozahodno ali pa vsaj normalen v tem smislu. Po njihovi logiki Evropska unija je plačala takrat tudi za policijo, za njihove stroške dela, za policaje. Skratka, bil je ta nek nov val. In Dodik je zelo dober tudi svoje intervjuje v delu leta 96, recimo za Svobodno Bosno, ko je govoril, poglejte, krivda oziroma situacija, ki se je zgodila, vojna, ki je bila, ima svoje krivce, ima imena in primke, ne gre za srpski narod, gre za posameznike, ki bodo morali odgovarjati pred Hagom. Tudi kot smo rekli, je pričal pred Hagom. Priznal je tudi Srebrenico. Skratka, različne stvari so se dogajale v Dodiku in vidimo tudi, da je zelo oportuno spretno iskal. In vedno je potem ta ponudba povpraševanje. Ko je zamenjal SDS, ki je bil seveda izrazito nacionalističen, prosrpski, je videl, da je ta bazen popolnoma izpraznil in se je vrnil, potem skušal ta bazen tudi nekako zapopasti. In hkrati pa si imel, tako kot je Marko rekel, dokler te Zahod percepira kot relativno pozitivnega posameznika, vlagavate. Tudi če pogledamo Republika Srpska, top 10 investitorjev Rusije ni zraven, je Zahod. In Dodik se tega zavedal in zelo dobro je ta val zajahal. In ko imaš ti finančne vzvode, ko imaš investicije, ti lahko igraš na to karto, hkrati si pa navznoter malo nacionalistični. Zelo podoben primer se dogaja v Črni Gori. Kar se v Črni Gori dogaja iz ogromno nacionalizma navznoter, ampak navzven stvari funkcionira. Enako velja za Vučića. Vučić ima ogromno teh nacionalističnih parol navznoter, ampak navzven stvari funkcionira. Enako velja za Erdogana in ostale. Kar je ključno, je tu ta mednarodna skupnost, ki ti daje v tem širšem smislu neko kredibilnost, neko zaupanje in ti do neke točke dovoli, da delaš navznoter za klasičen boj, se pravi politika kot boj za oblast. In Dodik tu prešel ta Rubikon. 2011 in 2016, ko je imel enake krize, kot je 2016, ko tudi organiziral referendum neustavni, o dnevu Republike Srpske, je potem zadeve enostavno povlekel, ker ga je mednarodna skupnost udarila s palcem, po rokah je rekla, poglej, tu boš mogel narediti korak nazaj. Kaj je bila reakcija Dodika zdaj? Vse, kar je bilo sprejeto po januarju, februarju, bom umaknil ven iz narodne skupščine. In tu se je zdaj to, kar je Marko rekel, kontekst spremenil. Mednarodne skupnosti tega ne zanima,
ker vidi, da obstaja alternativa. Jaz sem leta 2022, ko smo tudi govorili, ko je bila vedno ta kriza, ustavni zakoni, volilni zakoni, kaj bo, a bo Schmidt umaknil Dodika, sem rekel, ni bilo alternative. V političnem smislu je ključno, da imaš alternativo. Danes imaš Jeleno Trivič, danes imaš Draška Stanibukoviča, imaš tudi te reformirane SDS, imaš recimo Listo za pravičnost in red. Skratka, imaš politične stranke, ki so pripravljene prevzeti oblast in to se dogaja zdaj na državni ravni. Torej PDP, SDS in Lista za pravičnost in red bo prevzela naloge Dodika, se pravi SNSD gre v opozicijo na državni ravni. Veste, to je ogromen signal za ljudi v Republiki Srpski. Torej, umaknil si ven Dodika kot garanta za obstoj Republike Srpske, nadomestil si ga z ljudmi, ki so opozicijske politične stranke v Republiki Srpski in ti so se očitno zmožni dogovarjati z Bošnjaki in s Hrvati, kako ven iz te politične krize izid. In tu je ta emancipatorni moment. Ne gre se za to, kaj se bo z Dodikom zgodilo. Se strinjam, nihče ne ve, ali bo zaprt, ali bo na Madžarskem pristal, bo prišel domov, bo odprl nevladno organizacijo, tako kot je obljubil. Nima veze. Ključno je, da ljudje v Republiki Srpski vidijo, Dodika več ni na državni ravni in stvari tečejo naprej. Dodika ni na državni ravni in imamo pogajalca, ki se pogaja za Evropsko unijo. Dodika ni več in mi se lahko pogovarjamo z Bošnjaki in Hrvati. In tu je ta emancipatorni potencial, ki ga jaz vidim. In verjetno je to mednarodna skupnost med drugim tudi zapopadla na ta način in v kontekstu protestov in vsega, kar se dogaja v Srbiji, je verjetno začutila, da bo ta podpora Vučića omankala, ker ima sam enostavno preveč problemov doma, da bi se ukvarjal s tem, da Dodika vabi na skupna srečanja, da govori v parlamentu, da dela to in to in to. In vsi ti mali frci, kot so Dačića, ja, poglejte, mi se bomo borili proti Interpolu ali pa kaj takega. To so samo neki slepilni manevri navznoter, da ljudje rečejo, vse se pa trudi za Dodika, ne? Zares pa situacija ni več tako rožnata, niti za Vučića in v tem kontekstu niti za Dodika. In mu ne ustreza v tem trenutku to, kar Dodik počne. No, in zdaj smo tukaj omenjena bila Srbija. Kako je, pa potem gremo na Srbijo, ne, mi tri, kako je povezano dogajanje v Bosni in Hercegovini in aktualno dogajanje v Srbiji? Kako prepletene so tukaj te niti vzrokov, posledic in varnosti? Ja, mislim, obstaja vseeno precej pomembnih razlik. Srbija je država, Republika Srpska ni država. To je en izjemno pomembna zadeva. Zakaj? Zato, ker Republika Srpska je samo en delček v Bosni, en pomemben del, ne delček, ampak del, s katerim se morajo pogajati, pogovarjati in tako naprej zunanje sile, Evropska unija, kdorkoli že. V Srbiji in pa seveda celotna kriza na ravni Republike Srpske se zaenkrat ne preliva v krizo, neko širšo na ravni Bosne, če izvzamemo, da je Bosna v neki permanentni krizi od Daytona. In to je tista zgodba, a je Daytonski sporazum pripeljal do funkcionalne države ali disfunkcionalne države, ampak v smislu ni takih protestov, ni tisoček, 100,000 ljudi na ulicah in tako naprej in tako naprej. Tako da to je izjemno pomembna razlika. Hkrati seveda nihče ne precipira zaenkrat Dodika in verjetno, če ga do zdaj niso, ga tudi odslej ne bodo, kot edinega ali pa izjemno pomembnega sogovornika za vse strani, kot je zaenkrat še vedno Vučić razumljen. Tako da ogromno je tukaj stvari, ki so pomembno različne. Vučić, kot vemo, v zadnjem mesecu in pol je ali govoril po telefonu ali se osebno srečal z izjemno pomembnimi, vplivnimi ljudmi od ZDA, Rusije, Kitajske, Evropske unije in držav članic Evropske unije. Skratka, ogromna razlika je. Vučića, če želite, nihče ni vrgel pod bus še in ga tudi verjetno še nekaj časa ne bodo, medtem ko je Dodik razen za rusko in kitajsko stran verjetno zaključena zgodba. Zdaj, kaj se bo zgodilo z Dodikom, to ne vemo, ampak skratka na tej mednarodni ravni je izjemno velika razlika, tudi navznoter je pomembna razlika seveda. Zakaj? Zaradi tega, ker Srbija, kakorkoli že, gospodarsko se je precej okrepila v zadnjem desetletju na račun tujih investicij, spretnega ali pa
srečnega balansiranja Vučićevega režima med Zahodom in Kitajsko, interesi Kitajske, ki so se tukaj zelo lepo nekako skladali s potrebami srbskega gospodarstva in tako naprej. Ne. V Bosni na splošno nič od tega, ne, v Republiki Srpski pa tudi ne. Tako da gospodarska slika je precej drugačna, demografska žal ne. Demografska slika je na celotnem Balkanu katastrofalna glede selitev mladih in tudi ne mladih ljudi, družin, starejših nekam drugam, ampak gospodarsko in pa politično precej drugače. In konec koncev Vučić v parlamentu nadzira precej trdno zadevo, še vedno je tista oseba, ki še vedno vleče ključne poteze, kaj bo, ali bomo imeli volitve ali ne bomo. V Republiki Srpski se zdi, da Dodik ni več, ne bom rekel relevanten, ampak ni več edini relevanten politični akter, da se zadeva širi in to seveda potem tudi pomembno spreminja notranje politično igro in seveda zunanje relacije, ki obstajajo. Ali Vučiću na nek način v bistvu to, kar se dogaja v Republiki Srpski, kar se dogaja v Bosni in Hercegovini, ustreza, da je od zunaj še mu to dodaja k temu njegovemu faktorju stabilnosti, kot ga označujejo nekateri? Ja, mislim, da je to ključna stvar. Če pogledamo tudi na začetku, ko so se ti protesti začeli, kako so bile zgodbe Vučića. Začel je s Hrvaško. Torej, Hrvaška je tista, ki nas napada, ki skuša rušiti situacijo. Ko je videl, ker vedno je to, moramo biti ogroženi. To je vedno ta politična retorika strahu, kot je Marko rekel. Potrebno je narediti občutek, poglejte, če se bomo mi med sabo kregali, nas bodo drugi pojedli. In začel je s Hrvaško, ko je videl, da to med študenti ni ravno bilo dovzetno, je nadaljeval in je potem tudi cel teden, 2 tedna govoril samo o srbski na RTS in ostalo. Pa tudi to ni šlo. Pa o Kosovu, pa o Črni gori. Skratka, povsod tam, kjer, tako kot ste sami rekli, je tako imenovan srbski svet in kjer je Vučić absolutni kralj. Se pravi, vsi imajo občutek, da je Vučić človek, ki lahko povsod marionetno funkcionira. Se pravi, to, kar reče Dodiku, tako bo, kar reče Kneževiću, Bandiću v Črni gori, tako bo, kar reče na severu Srpski listi, ko pride v Raško in začne razlagati, tako bo. Ampak situacija in to njemu koristi. Ampak situacija v Srpski se je radikalno spremenila, predvsem na dinamika Dodik-Vučić. Dodik je vedno potreboval Vučića za legitimacijo. V zadnjih letih je Vučić bolj potreboval Dodika. Spomnite se avtobusov. Ogromno število avtobusov, ki je glasovalo na lokalnih volitvah. Tudi zdaj. Poglejte, kdo je glavni protestnik v tako imenovanih čacih. Človek iz Republike Srpske, Pavlović. Ampak kar Vučić zdaj počne, seveda je bilo vedno Kosovo tisto, vedno je Srbe iz Kosova vlekel z avtobusi, ampak se je bazen izpraznil. In zdaj, kjer je bazen poln še v Srpski. Ampak kaj Vučić s tem počne? V bistvu upor znotraj Srbije. Ne vem, koliko spremljate, jaz rad potem, ko pogledam tiste TikTok in Instagram objave, video posnetkov, kako govori Pavlović in ostali, pišejo spodaj, preko Drinci prosimo zapustite državo. Preko Drinci so, to niso Srbi za njih. Se pravi, so Bosanci preko Drine, ki so prišli sem in se borijo za drugačno stvar kot mi. V negativnem, to je ta psihologija. Se pravi, mi se borimo proti nekim praksam koruptivnim, ki seveda za katere je režim Vučića prispeval ali pa kriv. In potem vi, naši, torej Srbi iz Bosne in Hercegovine, prihajate, da podpirate ta istega človeka, te iste prakse, hkrati pa te realnosti ne živite. In tu se lahko ujamejo v te neke frakcije, ki znajo biti usodne za recimo te dinamike. In tu Vučić inherentno slabi, dajmo reči, ta položaj nekega skupnega geneze, skupnega okvira Srbov v regiji. Ampak Evropska unija na drugi strani pa seveda vedno Vučića vidi kot faktor stabilnosti. Srbija je ključen akter v regiji, največja, najdominantnejša ekonomsko, najmočnejša in, tako kot smo rekli, vedno lahko Vučić igra kot igra. In če govorimo o besedi konstruktivno, tako kot je Marko rekel, ta konstruktivnost je verjetno bila mišljena tudi strani komisarke, kakšna zagotovila lahko dobim, da boš konstruktivno odigral vlogo v Srpski, da boš konstruktivno odigral vlogo v Črni gori. Da vam dam v Črni gori samo en primer. Črna gora zapre poglavje, naslednji dan ekipa okoli Bandića in Kneževića da notri v parlament deklaracijo v Jasenovcu. Se pravi,
To je nemogoče, da ni usklajeno z uradnim Beogradom, ker Črna Gora nikoli ni imela težave. Ne z Jasenovcem, ne s Srebrenico pod Đukanovićem. Takoj naslednji dan pride notri deklaracija in kaj se zgodi? Plenković to seveda vidi, Hrvaška odreagira, danes so to nezaželjene osebe tam, ampak kar je pa ključno, Hrvaška bo tudi na koncu odločala o članstvu Črne Gore. Ne? Se pravi, vedno se odpre potem, ko se nekaj zapre, se odpre nov žep, nova razgreto ozračje, ne? Samo zato, da se pokaže, poglejte, ti se mora z mano pogovarjati, jaz se moram s tabo strinjati, zato da midva lahko to situacijo zapreva. Ne? In to se verjetno Vučiću vse bolj, dajva reči, ruši, ali pa ko imajo ljudje občutek, da njegov režim ni tako močen, začnejo po svoje igrati. Kosovo, ne? Raška, ko so bile srbske barikade, ne? Se pravi za tiste, ko je bil paralelizem institucij, uvedba, se pravi, dinar je šel ven, ko je potem se začel te neke skupne institucije, so bile barikade. Kaj se je zgodilo? Barikade so trajale mesec dni, dejansko so začele dajati rezultate, Kurti je videl, da bo moral nekaj spremeniti. V trenutku, ko je dejansko prišel do kritične točke, da bi Kurti nekaj mogel narediti, je prišel Vučić na Raško. Se pravi Raško in razlagal ljudem, konc je, dost je, izpolnili smo svoje cilje. To mi je razlagala kolegica iz Leposaviča, ne, ker ima seveda svoje prijatelje, znance tudi notri, ki jih je Vučić nagovarjal. In kaj so mu rekli? Ampak zdaj barikade funkcionirajo. Zdaj barikade funkcionirajo in zdaj lahko dosežemo neke pravice za Srbe na Kosovu. In kaj on začel je delati? Metati stvari. Jaz sem vam rekel, da tako mora biti in tako mora biti. In so barikade potem čez nekaj ur umaknili. Ne? Ampak to je tisto, kar Vučić vedno igra. Ne? Tudi patriarh. Ne? Če se spomniš, mi da smo malo premlada, ampak v 90-ih, ko je Milošević padal, je stopil pred študente in je rekel, ne? Poglejte, da ne bo nekih neokusnosti. Danes, kaj je patriarh rekel? Študenti, pojdite v učilnice. To so vse signali moči Aleksandra Vučića. Podredil si je tudi idejno najmočnejšo družbeno institucijo srpskega sveta in to je Srpska pravoslavna cerkev. Doktor Hočevar, za poslušalke in poslušalce naj povem, da ta vaš odlični mehki č je posledica tega, da ste dolga leta živeli oziroma odraščali v Srbiji tudi. Ampak me zanima, kot politologa vas sprašujem, kako pa se rodijo, torej to, kar opazujemo zdaj že tedne, mesece v Srbiji, kako se rodijo gibanja, sprašujem splošno, ki na koncu prinesejo spremembe, ki jih zatevajo recimo ti protestniki. In kdaj pride do tega, da do teh sprememb dejansko pride? Skratka, nekaj, kar ima tako velik potencial, kar se zdaj dogaja v Srbiji, ki je na neki prelomnici, kako kot politolog mi lahko razložite, kdaj se to potem spremembe res udejanjajo in kdaj ne? To je večno vprašanje, kdaj uspe kakšna revolucija ali ne in kje so ustrezni materialni pogoji za to. Ne. Če grem nazaj, revolucije v 20. stoletju, socialistične, se niso zgodile tam, kjer so mislili, da se bojo zgodile in da bojo uspeli, oziroma so jih poskušali udejanjiti, in tudi v Nemčiji, na severu Italije ali kjerkoli seveda, ampak so bile sile kontrarevolucije veliko močnejše, kapital in že zametki nekih fašistov. Uspela je samo v Rusiji, kako se je zgodba razvijala, pa to je drugo vprašanje. Sam hočem reči, da je to izjemno težko in nehvaležno vprašanje, ker zavedati se je treba, da je ogromno nekih stvari kontingentnih. Ne vemo, kaj se bo zgodilo. Nikoli. Hkrati pa tisto, kar lahko opazujemo recimo v zadnjih 50-ih, 60-ih letih, širše, zdaj se pogovarjamo, ne samo glede Srbije, je to, da običajno vsa ta velika družbena gibanja se izjemno redko politično institucionalizirajo, če pa se pa velikokrat relativno hitro kompromitirajo na takšne in drugačne načine. Kompromitirajo v očeh tistih, s katerimi so včasih delili barikade, karkoli že. Velikokrat pa gre za nek precej antipolitični ali pa apolitični sentiment strani ljudi, ker se želi samo vladavina prava, inštitucije, da delujejo tako kot. Ne govorim tega slučajno, ker to so v bistvu ključne zahteve tudi v Srbiji, ne da bi se zahtevale neke desnejše družbene in ekonomske spremembe, ker politika kot taka ni nikoli sfera samo zase. Je vpeta v neko družbeno in gospodarsko življenje neke države, skupnosti. In odsev recimo politik je vedno
ima tudi razredni karakter, čeprav se o tem danes ne govori, ker razredi ne bi obstajali, ampak vedno je v korist nekoga in ni v korist ali je proti interesom nekih drugih družbenih skupin, razredov, karkoli že. In v tej odsotnosti razumevanja te prepletenosti se pogostokrat dogaja, da se za družbena gibanja bodisi zatekajo k izključno nekim tem pravnim formulacijam, vse ostalo se pa zanemarja, bodisi pa velikokrat pride tudi do nekih hitrih izbruhov, ki pa nikoli ne prinesejo nekih trajnejših rezultatov. Če pogledamo zgodovino od leta 1968, velikih gibanj na Zahodu, leta nikoli niso prinesla nekih tako želenih sprememb, ali pa so se marsikdaj te spremembe izrodile tudi v neko nasprotje. Edina zares tako pomembna zadeva, ki se je zgodila, je bilo v začetku 90-ih letih v Chiapasu, v Mehiki, ko so se uprli prostotrgovinskemu sporazumu staroselske skupnosti, ampak so pač morale zagrabiti za orožje. Skratka, nek nauk, in to sem zadnjič nekje povedal, velikokrat ideja iz poraza v poraz do končne zmage, marsikdaj pa se zgodi, da se ti porazi samo nizajo en za drugim, ne da bi se točno vedelo, kaj so sploh cilja. Ker če vi nimate jasno zastavljenih ciljev, je potem tudi zelo težko opredeliti, da je neka zadeva bila uspešna ali so se določene zadeve izpolnile, dosegle ali ne. Tako, če imate take zelo splošne formulacije, kot je delovanje inštitucij, pravna država, veste, to je potem, in zdaj lahko mogoče gremo še do Srbije, to je taka splošna raven, ki vam onemogoča kakršnokoli politično delovanje. Ker kaj predpostavka je, da je posledica dogajanja v Srbiji v bistvu samo in izključno funkcija in vloga Vučića, ki je uzurpiral vse inštitucije, ne da bi poskušali razumeti, kako je Srbija umeščena v svet, kakšen je njen periferni položaj, kakšne so domače ključne kapitalske skupine, ki so se izoblikovali v 90-ih in potem večkrat naredile neke transformacije do danes, ne da bi razumeli, kako se klešejo interesi velesil na Balkanu, ne da bi razumeli, kako in zakaj se Srbija tako sklada z interesi tujih investitorjev, kako je zatrto bilo vedno kakšenkoli poskus resnega delavskega gibanja, kako se je leva politika sama totalno delegitimirala v 90-ih letih, ko je bila kvazi leva politika na oblasti, SPS in JUL. Skratka, ogromno je tukaj nekih tematik, o katerih bi bilo potrebno se pogovarjati in potem tudi izhajajoč iz tega zastaviti neke politične cilje. Ker zopet reči, ker inštitucije morajo delovati, pika, predpostavka je, in to ni moja predpostavka, to je javno komunicirano. Zakaj? Zato, da Vučić ne uzurpira vse inštitucije in ko se bo to zgodilo, bo zadeva stekla bolje naprej. Žal nisem prepričan, da bo. Ogromno je enih tematik, o katerih bi bilo treba razmišljati in se pogovarjati in potem tudi definirati politične cilje. Problem, ki pa obstaja, je tukaj absolutno ta, da je na eni strani popolna kriza predstavništva, predstavniške demokracije v Srbiji, ogromno, ne samo do vladajoče stranke in vlade, in tako, ampak do celotnega političnega razreda, recimo, in to je jasno komunicirano in tudi ni slučajno, da je tako. Na drugi strani imate pa neke totalno apolitične ali pa antipolitične zahteve. Ena ni bila, vsaj zame, in to je zvišanje procentov BDP-ja za šolstvo. To je zelo jasna zahteva. Ampak ni nekih socialnih zahtev širših, gospodarskih, višanje minimalnih plač. Neke stvari, ki bi šle lahko zelo skupaj s tem, ker Vučić gradi narativ o ekonomskem tigru na tem, da v bistvu prodaja poceni delovno silo in tujim investitorjem, ki jih močno tudi sam subvencionira za nekakršne delovske pravice, ker ljudje delajo v plenicah, za tekočim trakom ali ne vem kje. In to je tudi realnost Srbije. Skratka, ogromno je tudi nekih vprašanj, ki bi se jih lahko in ki bi mobilizirale ljudi ravno tako.
Ni pa seveda slučajnost, jaz mislim, da so ostali na tej ravni te zahteve, zato ker je absolutno preveč heterogenosti prisotnih. A ne. In takoj, ko bi se poskušal definirati neki jasen politični cilj, bi verjetno prišlo do implozije celotne zadeve. A ne. Ker se zadeva ni gradila skozi nek pozitivno idejo, kaj mi želimo, ampak česa ne želimo. Ampak če vas prav razumem, torej do spremembe oblasti bi pa prišlo, če bi bili sposobni tudi političnega delovanja. Torej, da bi iz tega gibanja... To je zagotovo ena izmed pomembne, ne v smislu politične organizacije, stranke ali karkoli že. Ne. To jaz ne vem, jaz nisem udeležen tam. Ampak dejstvo je, da kadarkoli, in to vedno obstaja ta problem, tisti, ki so močno na levi, jih je vedno takoj strah stalinizma, če se gre v neko politično organizacijo, in to je refleks, to ni samo v Srbiji, to imate in v Sloveniji in po svetu, ta problem. Potem imate liberalce, ki se velikokrat zadovoljijo s to pozicijo čiste duše, civilna družba, mi si pa ne bomo umazali rok s politiko, politika je umazana, je in ne vem kaj vse. Potem imate pa velikokrat neke desne opcije, ki pa itak so v Srbiji že na takšen ali drugačen način zastopane. Ker dejstvo je, da splošni sentiment, ali pa kot sem jaz rekel enkrat za Hrvaško, in to velja tudi za Srbijo, da je tam enostavno družbena hegemonija desna, je konzervativna, v Sloveniji je liberalna, zato ima tle pri nas Janša vedno probleme. Tam je enostavna zadeva popolnoma drugače obrnjena. In tam oni imajo že neke svoje zastopnike, predstavnike, s katerimi se ne strinjajo ali se strinjajo, ali pa mislijo, da so premalo desni, premalo nacionalisti, šovinisti, karkoli že, da niso zares pravi. Ostali pa nekako, kot rečeno, ne vejo, kaj bi. In potem enostavno ne veste, kako delovati v tem. Ker takrat, ko smo se enkrat pogovarjali na faksu, je tudi ena izmed študentk rekla, da na enem plenumu, ko so odprli ta vprašanja, zdaj se bomo mi politično kaj organizirali, kaj bomo storili, je zadeva enostavno postala totalno disfunkcionalna. Čeprav vsi hvalijo, kako so ti plenumi vedno oziroma običajno precej funkcionalni, strukturirani in vse. Ko je nanesla beseda na to, je postalo neobvladljivo. Jaz samo hočem reči, da bi bilo fajn vedeti, zakaj se ta gibanja zauzema in tudi konkretno, zakaj se to gibanje zauzema, ker delovanje inštitucij, te inštitucije so umeščene v družbo, v gospodarstvo, so umeščene in povezane s tujimi inštitucijami na takšen ali drugačen način, so povezane s takšnimi in drugačnimi interesi. Ni zadeva, ne obvisi v zraku in ni Vučić edini, ki jih tam lahko usmerja. Imajo zadeve neke korenine in potem, ampak to naredi zadevo seveda takoj precej bolj kompleksno in zapleteno, ker ni rešitev, Vučić mora oditi, mora priti, zdaj imate dve opcije običajno, ali nekdo, ki je zares branik srbstva, in ki bo z Rusijo nadziral srbski svet ali karkoli že, oziroma z Rusijo oslanjajoč se na Rusijo, ali pa imate Evropa, rešitev za vse. Pričemer je jasno, da ta Evropa nikoli ni bila rešitev za nikogar, vsaj v tem postsocialističnem svetu. Jaz mislim, da se družba ali pa počasi zaveda, kakšna je bila to precej odvisna integracija v Evropsko unijo z ogromno nekimi pravili in kdo je imel največjo korist iz tega. Seveda lahko rečemo, družbe so ostale stabilne, imamo civilno družbo, imamo delujočo demokracijo, če razumemo, da je to da so to volitve in tako naprej, ampak če pogledamo gospodarsko, se ni prišlo pa do nobene konvergence, o kateri se tako govorilo, in ker je strukturno zadeva postavljena tako, da ne more priti. In potem seveda obvisite med tema dvema skrajnostmi, neke pa druge zgodbe ali pa tretje zgodbe resne ni. In ni to samo primer Srbije, to se trenutno dogaja tudi v Evropi in tudi v svetu. Imate tisto, čemer se absolutno nekonsistentno reče desni populisti, in potem imate liberalce, ki pa potem branijo status quo. Nihče pa ne vidi zdaj, kaj brani ti ljudje in te inštitucije in struje in sile, kaj je to, kar se ščiti, in pa ne vidijo na drugi strani, kako so ti desni, abotni populisti
ravno tako produkt teh nekih inštitucij. Skratka, zadeva je veliko, zdaj smo mogoče še veliko širše od vašega vprašanja, sam kar hoče reči je to, da gibanja, da bi lahko bilo izpolnilo nek cilj, morajo biti ti cilji jasni. Dokler ni jasnih ciljev, se potem tudi ne morajo formulirati koraki, kako do teh ciljev priti. Lahko so takšni, drugačni, ampak če želite, včasih se je vedelo, saj za tista leva socialistična gibanja je bilo jasno, treba je izvesti revolucijo, treba je zasesti oblast. In potem, ali so v tem uspeli ali niso, si lahko ocenjevali, ali so uspešna ali niso uspešna. Imeli ste fašiste, podobno, in tukaj niti slučajno ne delam enačaja, da ne bi kdo to pomislil, davno nasprotno, ampak sam govorimo o nekih množičnih tudi gibanjih, ki so potem se tudi politično organizirala in so potem, iz njihove perspektive lahko bila uspešna ali ne. Seveda fašisti so bili uspešni, so osvojili oblast, ampak to bilo izjemno neuspešno za cel svet potem, zaradi imperializma, vojn, rasizma in pobijanja in tako naprej. Kaj hoče reči, to so neke ključne tematike, o katerih je vredno razmišljati, ne samo v kontekstu Srbije, ampak tudi v širše, ko se govori o krizi liberalizma, krizi liberalne demokracije, krize, liberalnega mednarodnega reda in tako naprej. Kje smo mi zdaj? Kaj mi hočemo? Hočemo tisto, kar je da zaščitimo tisto, kar je pripeljalo do tega, ker tudi Vučić, to je ključno, Vučić ni produkt samega sebe. Vučić je bil produkt mednarodno gledano, predvsem navezave na Nemčijo, na Angelo Merkel, CDU, CSU, to je precej dobro dokumentirano, navznoter je pa produkt kapitalskih interesov, ki so se oblikovali v 90-ih, Mitrović, Mišković in tako naprej, stabilizirali v času različnih demokratskih vlad v 2000-ih in potem naredili to transformacijo. In tisto, kar je novo, je zaslomba na Kitajsko. Ki v Vučiću vidi, podobno kot v Orbanu, možnost za odprtje poti v Evropo, za njihov ta Belt and Road in za neko svojo ekspanzijo. Dr. Kočan, kako pa se Vučićev režim spopada z protesti? Kaj smo videli do zdaj in kaj mogoče še bomo? Medtem se je zgodilo tudi to, da recimo profesori ne dobijo plač ali pa dobijo samo le delne, da od fakultet zahtevajo, da ukrepajo proti študentom, ki izvajajo blokado, da Vučić stopnjuje pritisk na tožilce in policiste, grozim, da bodo zamenjani, če ne bodo prijeli nekaterih protestnikov. Kako vse recimo poskuša ali pa še bo poskušal zatreti to gibanje, ki, če tudi nima jasnih političnih ciljev, kot smo govorili, je tukaj in je tukaj tedne in mesece? Ja, Vučić že v bistvu s tem, ko je župana takrat Novega Sada in predsednika vlade nekako čez noč vrgel čez ramo, je skušal prvič resetirati situacijo. Se pravi, slišali smo vas, zadeve bomo resetirali oziroma bomo poskušali. Videl je, da to ni šlo in zdaj je drugič po največjem protestu resetiral situacijo. Sredini aprila dobimo, oziroma vlada, kakršnakoli bo, če ne pa gremo junija na predčasne volitve. S tem v bistvu on v političnem smislu sporočil vse, kako on vidi razvoj dogodkov. Kar pomeni, da je tako, kot je Marko rekel, ohrabljen, opozicije ni, oziroma je tako zelo fragmentirana, da absolutno ne bo na več kot 28%, kar pomeni, da lahko računa. Sam si ponovno dela, njegova gibanja so vse večja, ko gre recimo kot koalicijska lista, vsakič je večja, vsakič je širša, ampak zagotovi si tisto ustrezno večino, politično zna to trgovati. In kar se pa recimo zdaj dogaja, pa situacija obrnjena. Očitno po tem, ko se je s von der Leyen usedel in ostalimi ključnimi akterji, je retoriko še bolj usmeril v to neko evropsko linijo. Se pravi zvočni top, kličem evropske neodvisne strokovnjake in ruske neodvisne strokovnjake, pridite, preverite, ali smo ga res uporabili. Kaj mislite o opozicijskem predlogu ekspertne prehodne vlade, ki bi zagotovila svobodne volitve? Ni problema. V trenutku, ko mi prinesete 136 podpisov, vam dam mandat. Se pravi, igra to logiko. Ni težave, opozicija, zberite se, pridite, dajte mi podpise in vam dam mandat, do takrat pa čakamo na vlado. In je tudi obrnil retoriko glede svojih pristojnosti. Recimo, ena Srbija je leta 2023 imela odličen članek na to temo. Vučić dviguje plače, Vučić gradi avtoceste, Vučić dela to in tisto in potem na koncu, se pravi, članek je bil. Napoveduje vreme, kakšno bo vse. Točno to. In na koncu je bilo, opravlja pa tudi svoje dolžnosti. Se pravi,
odlikuje ljudi. On je predsednik države. On se bo obnašal, kot da je predsednik vlade. In zdaj je bilo tako. Jaz ne vem, kaj se bo zgodilo. Vlada je tista, ki bo, oziroma parlament je tisti, ki mi bo ponudil predsednika vlade. Ne, se pravi, vidite ta proces razmejevanja. Ne samo, da sem vas slišal, da ste nezadovoljni, tudi sam se bom odmaknil tega. Ne, nisem predsednik SNS-a, karkoli se bodo dogovorili, jaz bom podprl, če bodo imeli večino. In tu je že ta klasična, dajmo reči, evropska retorika, ne, igram po standardih, po tistih kljukice upravljam, ne, se pravi, nisem nič storil, pridite pogledat, dam mandat tistemu, ki nabere točke, ni problema, poslance, ne, in hkrati jaz absolutno se izvzemam iz vseh teh procesov. Ne, se pravi, to je zdaj njegova strategija. Razume, da ti, recimo, med protestnike vršiš vprašanje, ali ste zato, da je Kosovo neodvisno, se razpade. Oni absolutno ne zmorejo artikulirati. Ne? In oni niso niti v stanju, to je tista fascinantna stvar, oni niso niti v stanju anti-Vučić momenta za popast. Ne? Ker recimo doskrat se zgodi, da kak novinar pride med študenta pa reče, a ste proti Vučiću? Ne, nisem, ampak pač stvari ne funkcionirajo. Ne? In tudi med njimi nimaš jasnega stališča, da je treba Vučića pa zares zrušiti. Ne? In to so tiste ambivalentnosti v srbski družbi, ki Vučića hrabrijo. On dela ogromno napak. Nisem ga videl v življenju še delati toliko napak, kot jih je zdaj delal. Kar se opazi tudi na anketah javnega mnenja. Pada mu podpora. Ne? Ampak na drugi strani ne raste opoziciji. In to njega hrabri. Ker se zaveda, da zaenkrat še ni človeka, ki bi ga bil dejansko sposoben izvati, kot ima Molo Erdogana. Ti nima zastavnoše. Ne? Sam vedno primerjam situacijo temi protesti z litijami, v smislu logike. Ne? Imel si Đukanovića 32 let na oblasti, ne? Ki je padel kot posledica teh litij in seveda akumulacija ostalih stvari, ki se dogaja. Tudi ti protesti so akumulacija vsega. Ne? Ribnikar, se pravi osnovna šola, ne? Veliki napadi. To je frustracija in bes, ki izhaja iz, dajmo reči, več let nesmiselnosti. Ampak tam si imel zastavonošo, če se vrnem na Črnogoro. Imel si Amfilohija. Imel si človeka, ki je bil epitomizacija tega protesta in tako kot je Marko rekel, jasna zahteva. Zakon o verski svobodi je problematičen. Mi ne želimo nič drugega kot to, kar je naše. Lastnina Srpske pravoslavne cerkve. In potem si imel torej Bandića in ekipo, ki je ustrezno politično zaslombo naredil, dobil 30%, in nemško veleposlaništvo in ostale zahodne veleposlaništva, ko so videla, da z Đukanovićem zaradi takšnih in drugačnih razlogov več ne gre, so rekle, naredite tehnično vlado. Ne? Niso niti oni želeli pristati na to, da bi kar naredili neko novo vlado. Tehnično, prehodno vlado, zato da se je lahko konsolidiralo gibanje Evropa zdaj. Ne? Se pravi, Evropa zdaj in to, kar se vračamo k Markotu, ne? To, kar si ti rekel, je ključno. Srbiji ti nima strukturnih pogojev, da promoviraš evropske ideje. 39% mladih podpira članstvo v Evropski uniji. To ni niti na 50%. Danes, če gremo na referendum, ljudje ne bojo podprli Evropske unije. Kar pomeni, da ti ne moreš kristalizirati človeka niti, ok, če že ne moramo biti proti Vučiću, pa dajmo biti za Evropsko unijo. Ne bo šlo skozi. Ne bo šlo čez za dovolj ljudi, da bi zadeva šla skozi. Ne? In na to se vežemo. Ne? Evropska unija po eni strani gleda in vidim, da razume momentum, vidim, da vidi vladavina prava, demokracija, človekove pravice in vse ostalo, kar mora biti v tem procesu, na drugi strani pa ne ve, s kom naj se pogovarja. Ni človeka, ki bi dejansko to zgodbo naredil, neko platformo, politično grupacijo in šel v zadevo. Jaz ne vidim razloga, zakaj recimo pa na koncu ne bi države članice to podprli. Ampak zaenkrat ni človeka, ker so strukturni pogoji v Srbiji drugačni, kot so v Črni Gori. In to je tisto, kar manjka. Ja. In tukaj se pridemo zdaj do Evropske komisarke za širitev iz Slovenije, Marte Kos, ki se je po burnih odzivih zaradi tega tvita po srečanju z Vučićem te dni odzvala v intervjujih za slovenske medije. Za N1, jutri oziroma v soboto, torej ko bomo tudi mi tri ga objavljamo v celoti ta intervju, in tudi za druge medije. In je novinarje spraševala, povejte mi, s kom pa se lahko ta hip v Srbiji pogovarjamo, da bomo dosegli reforme, ne? Pravi Marta Kos. Tako da me zanima vajino mnenje. Ne? Tukaj ona omejevala škodo, ki je nastala na javni podobi zaradi tega tvita. Me zanima vajino mnenje. S kom pa naj se Evropa pogovarja v Srbiji? S kom bi se morala pogovarjati? Pogovarja se vedno lahko, imaš različne opcije, s kom se pogovarjajo. Ne? V takih situacijah imaš formalne kanale, kjer je jasno, kdo se s kom pogovarja. Obstajajo pa neformalni kanali, ki pa delujejo na precej drugačne načine, kot vemo. Ne? In kot se
v Srbiji dogajalo, oziroma takrat še v Zvezni republiki Jugoslaviji, če ostanejo na tem primeru. Je bilo precej jasno v 90-ih, s kom so se tam pogovarjali, tudi s študenti, kako so se pogovarjali, kako so bili potem študentska gibanja vpeta v vse te organizacije, ki jih je Trump nehal financirati trenutno, kako se odpor pripel na te stvari, hkrati pa kako je formalna politična komunikacija šla. Skratka, obstajajo formalni politični kanali, obstajajo mogoče neki vmesni kanali in potem obstajajo obveščevalne službe, po domače povedano, kjer se te zadeve komunicira in pogovarja. In potem lahko seveda usmerja in organizira na takšne ali drugačne načine. Kot se je zgodilo v Srbiji, kot se je zgodilo v Ukrajini in kot se dogaja marsikje drugje. Po svetu pač to je praksa. O tem bi lahko se pogovarjali na primerih Latinske Amerike, verjetno največ. Kolikrat so se tam pogovarjali na različnih ravneh in kaj se je potem izcimilo iz teh zadev, vsi ti vojaški udari in tako naprej v 20. stoletju. Ampak bistveno je to, da ključno vprašanje, oziroma jaz mislim, da je tukaj pomembna razumeti temeljno predpostavka. In to je ta predpostavka, da Evropska unija si želi širitve in podpredpostavka je, da Srbija želi postati članica Evropske unije. Jaz mislim, da sta obe, torej glavna hipoteza in neka pomožna, ta druga hipoteza, precej vprašljivi. Ta krovna hipoteza se ne nanaša samo na Srbijo, seveda, ampak na širši Balkan, Ukrajino in tako naprej, ker to zadeve močno destabilizira in o tem bi lahko Faris, pa še kdo drug, od mednarodnih, ko govori o tej neki diferencirani integraciji, ki ne bo takšna s polnopravnimi članstvi, ker verjetno se bo šlo v tej smeri. Drugo vprašanje, in to je za nas ključno sedaj, ko se pogovarjamo mi trije, pa kaj si Srbija želi. In Faris je omenil par podatkov, ki zelo jasno kažejo, da v Srbiji niti približno ni takega navdušenja glede Evropske unije. Ni evropske zastave na protestih, kot pravijo. Ni evropske zastave. In zdaj EU birokrati zdaj čutijo potrebo, ali da nekdo prinese končno to zastavo tja, da lahko rečejo, sej tudi kdo hoče k nam, ali pa lahko razumejo med vrsticami, da to mogoče ni ta zgodba, ker tle nisem bil siguren. Jaz sem si poslušal in prebral transkript pogovora, ki ga je imela komisarka v oddaji ob 8, na radiju. Ja. Tako, zaenkrat to, kar bo pri vas objavljeno, je bil ta izsek. Ne poznam, kaj je govorila, ampak mislim, da je tukaj ena ta temeljna predpostavka, da oni enačijo te zadeve, da se zauzemajo ti protestniki za enake vrednote in reforme, kot jih nekako zastopa Evropska unija. In na ta način poskuša Evropska unija v bistvu pokriti to protestniško gibanje oziroma se vzpostaviti od zunaj, kot neka logična, recimo temu, tutorka za celotno zadevo. Nisem pa prepričan, da je temu tako. Je razen teh formalnih zahtev, o čemer smo se pogovarjali, ki so precej blede in nekako sovpadajo s temi idejami, reformami, normami Evropske unije, ki so izjemno problematične in formalistične. Družbeno, strukturno je zadeva povsem drugače zastavljena. Tako da ni slučaj, da prihaja do nekega takega nesozvočja in tudi me ne preseneča, da se na koncu pogovarjajo z Vučićem, ker zna biti, da je on dejansko tam še vedno ena redkih oseb, ki bi se z njimi pogovarjal. Kar mogoče zveni čudno, pustimo te neke EU fanatike v navednicah, ki mislijo, da je rešitev vsega sam, da pridemo v Evropsko unijo, pride Srbija, kjerkoli država se pridruži EU in to bo cedila, se bosta med in mleko in ne vem kaj. Ampak v smislu nekih resnih strateških vprašanj in tudi nekih obljub, ki so bile dane, je pa potem precej logično, zakaj se pogovarjajo z Vučićem, od litija do nekaterih drugih zgodb, ki so izjemno pomembne za samo Evropsko unijo. Tako da
Ni slučaj, Vučić je tisti teden, ko je bil tisti največji protest, sredi marca, obiskal sin Trumpa. Zdaj se je Vučić šel pogovarjati z Ursulo von der Leyen. Skratka, to so sigurno signali. Zdaj, mi lahko moralno sodimo, pa to je katastrofa, ali pa ne, oni so to narobe komunicirali. Veste, pa se politika reducira na PR. Zdaj, zato, ker ima komisarka slab PR, je ona slaba, v smislu slaba moralno gledano, ker to je moralna sodba. Ona je zdaj slaba političarka, zato ker so tehnično slabo komunicirali PR zadevo. Politika je še kaj drugega kot PR, in predvsem pa ni moralna sodba. To je težko seveda razumeti in nikakor ne želim biti nek cinik tukaj ali karkoli. Seveda obstajajo neke ideje in interesi, za katere se velja boriti in tudi mogoče zastaviti še kaj več kot samo glas na volitvah. Daleč od tega. Ampak politika je pa tudi še kaj drugega. In v tem smislu, če vi pogledate, kaj so interesi Evropske unije na Balkanu, kaj so nekateri interesi ključnih držav članic Evropske unije na Balkanu, potem jaz mislim, da ni blazno presenečenje, da se pogovarjajo z Vučićem. Če vemo, kaj so bile obljube in neki memorandumi pred podpisi pogodb že nastali. Tako da pač to je politična realnost. In treba se zavedati, kdorkoli bi prišel na oblast v Srbiji iz tega kvazi pro-EU gibanja, ki je relativno omejeno, bi imelo ogromen problem, ker na eni strani velik del tega pro-EU gibanja je anti-liti, proti izkopavanju v jadru, Evropska unija pa bi zahtevala svoje, predvsem, ker bi pač podporo je treba v navednicah odplačati marsikdaj. In to grdo zveni, ampak to je politika. In to je del te politične realnosti, tudi to, recimo na Elena Beograd so poročali o mnenju profesorja politične sociologije z Univerze v Londonu. Eric Gordy pravi, Evropi je mogoče res pri srcu demokracija, ampak je pri srcu očitno še bolj liti. Ja, drži. Recimo tudi vaši kolegi iz Beograda že poročajo, da obstaja možnost, da bo to strateški projekt Evropske unije, da bo čez nekaj dni uvrščen tudi na seznam uradno. In nekako to gre, to, kar je kolega Gordi tudi sam dejal. Evropska unija enostavno, torej Vučić je faktor stabilnosti, kot smo že tudi povedali, kje vse ne bi imel lovke, Vučić ima nekaj, kar potrebujemo, Vučić ni izoliran akter, zaenkrat še uživa zadostno podporo in tako naprej, in ga je vredno v tem smislu se vsaj pogovarjati z njim, ker še vedno je to, kar je tudi kolegica Pavasović Trošt povedala, recimo ob 8. In mislim, da je to super povedala. Vučić je še vedno razumljen kot proevropski človek. To je tisto. Evropska komisija, ko pride von der Leyen, ko ga vidi, reče, poglejte, on se še vedno, navkljub to, kar je Marko rekel, 80% ljudi je proti sankcijam za Rusijo. 43% ljudi verjame, da je BRICS super zgodba. Se pravi, v tej konstelaciji je Vučić še vedno zmožen te neke proevropske drže, ki je seveda deklaratorna, ampak je za Evropsko unijo dovolj, ker to pomeni, da bo znov takrat, ko bo potrebno zadeve zmanevrirati. In še vedno verjamejo, da Vučić bo to idejo speljal. Se pravi, ta jadarit in vsa zgodba z litijem traja že od leta 2002, če spravim. Torej 23 let je že v različnih podmizah. In zdaj Vučić enostavno o tem govori, bodo protesti, ampak na koncu bo verjetno dosegel Vučić, če ne bo prišlo do ne vem česa, tudi bo prišel do svojega. In verjetno se tudi Evropska unija zaveda, če pride kakšna druga opcija, mogoče sploh ne bomo imeli sogovorca za to stvar. Na drugi strani pa gre za zeleni prehod. Se pravi, Evropska unija v tej geostrateški tekmi potrebuje kritične materiale. In super je to, kar je Marko rekel, tudi z vidika politične ekonomije. Srbija je za njih periferna država. Ne glede na to, ona je lahko center te periferije, ki jo rečemo jugovzhodna Evropa, ampak za njih je še vedno periferna država, ki bo izrabljena takrat, ko bo Evropska unija potrebovala. Daj dam. Enako velja za Turčijo in ostale zadeve. In v tem kontekstu Vučić igra. Vučiću je pa samo za politično preživetje. Se pravi, Vučić se skuša zapisati v učbenike, zgodovino, vsi zdaj pravijo, evo ga, Milošević padel, bo tudi on, in že to je zmaga. Se pravi, da ne pade,
je že v bistvu na svojega največjega idola, da jim reče, ne, prehitev v tem smislu. Ne, se pravi, poglejte, kakšni strukturni pogoji so bili navznoter, vsi so bili proti meni, ampak sem uspel. Ne. In to je recimo tudi neka taka njegova mala zmaga. Ne. In če se vrnem komisarki Kos in izjavi, ne, jaz tudi sam besedo, tudi Marko, jaz mislim, da mi vsi uporabljamo besedo konstruktivno, se strinjam, PR gor ali dol, ampak beseda konstruktivno je tudi v bistvu neka skozi kritiko lahko pozitivna stvar. Ne. Imel sem konstruktiven pogovor v osnovni šoli z nekom, ki je problematičen. Ja, kar je umanjkalo, je tukaj protest proti nasilju, recimo. Ja. To so tiste. Ne? Ampak v bistvu ona je se ukvarjala samo s tem, kako premakniti zadevo iz leta 2021 spet, da se začnemo pogajati, ne? In pospešvati, ne? In umanjkalo je to, kar je potem dejala, in verjetno bo to tudi potem še bolj razlagala na vaše menena, da se je večkrat srečala s protestniki oziroma s civilnimi družbami, kot nevladnimi organizacijami, kot samim Vučićem. In tu so kanali, kjer ti vplivaš. Ti na večjih ravneh to počneš. Ne? In ta raven je absolutno verjetno se dobro pogovarja, tudi če se ne strinjaš, oziroma mislim, da vsak diplomat na visoki ravni se mora pogovarjati, tudi če se ne strinja. Na drugi strani pa iskati potenciale, koga ohrabriti, komu dati jasno vedeti, da obstajajo vzvodi, kako krepiti. In to, če bodo dali recimo še več denarja za nevladne organizacije, se mi zdi recimo en tak moment, kjer Evropska unija skuša zapopasti to strukturo, jo še bolj okrepiti, da postaje stvari bolj vidne. Ne, Marko? Jaz sem bolj iz te, ker sem bolj v tem mednarodnih odnosih, sem bolj zdaj spomnim ene stvari, pa če mi dovolite. 3 minuti je eno digresijo, ki se veže na to, ni zgodba. V trenutku, ko je zgodaj jeseni, oziroma pozno poleti, koledarsko gledano, ko je prišla zgodba ven, da bo Tomaž Vesel umaknjen kot kandidat in da bo, oziroma takrat je pol bila špekulacija, kdo pa bo, in potem je prišlo ime Marte Kosa, in ko je postala komisarska za širitev, sem jaz želel, pa pol nisem, mogoče še kdaj napišem en tekst z naslovom Od periferije do periferije. Zakaj gre? To je zdaj neka moja druga raziskava bila, ki sem delal, in Marta Kos je bila nekaj časa tudi, zdaj mogoče vam narobe povedal, ampak generalna sekretarka in mislim, da celo podpredsednica gospodarske zbornice Slovenije. Skratka, je imela neko funkcijo na GZS-ju. In na GZS-ju imajo to njihovo periodično publikacijo Glas gospodarstva, In jaz sem pisal o tem, kako je bil projekt Slovenije tam do 2008, da zgradi neko mini periferijo na področju bivše Jugoslavije. Takrat imate ta masovni prodor kapitala in podjetij Slovenije na Balkan, Hrvaška, Srbija, Bosna, od Mercatora, NLB-ja, Triglava, vsi grejo tja. In seveda ključno vprašanje je bilo, zakaj to? Zato, da se lažje okrepi Slovenija za konkurenco v Evropski uniji po vstopu, oziroma pred vstopom in po vstopu na enotni trg. Argumentacija sedanje komisarke, lahko poiščem ključne citate, tako da me ne bi zdaj kdo tožil, je bilo pa približno, da je jasno zakaj. Zato, ker Srbija ima seveda cenejšo delovno silo in tam se lahko potem seveda ceneje proizvaja, se slovenska podjetja okrepijo in potem seveda lahko konkurirajo na evropski ravni. Gre seveda za idejo, kako izkoriščati periferijo, slovensko mini periferijo, in potem je zdaj seveda, in to ni bil seveda ideja in samo interes Marte Kos, to je cela gospodarska zbornica, je stala za tem ogromno število ekonomistov, politika, skratka, to je neka širša zgodba. In ko je postala sedaj komisarka za širitev, seveda je zdaj pa zopet postala formalno, uradno zadolžena, ne samo za slovensko mini periferijo, ampak za evropsko periferijo, ki jo je treba na takšen in ali drugačen način vključiti ali pa zagotoviti vsaj pogoje, in zdaj pridemo do tega, pogoje, da bo ta odnos EU in ta periferija proizvajal in dajal zadostne profite oziroma imelo zadostne pozitivne učinke za samo Evropsko unijo in za ključne evropske članice. In tukaj se potem veže, kako zdaj EU lahko izkorišča eno izmed periferij, Srbijo, za račun nemške, francoske ali kjerkoli avtomobilske industrije in na ta način seveda z nekim, temu se reče, okoljskim rasizmom, se mi gremo zelenega prehoda navznoter in ločujemo in vozimo zelene avte, v Srbiji pa ne kopljejo liti, ampak lejte, to je strukturna pozicija
Srbije. Tako da, to je bila sama ena digresija, skratka, od periferije do periferije. Tako. Sam na višji ravni. Sam na višji ravni. Ja. Za konec bi vaju prosila še, če lahko na kratko naredimo še eno povezavo tega, kar smo zdaj govorili, torej kar se dogaja na Balkanu, kar se dogaja v Bosni, kar se dogaja v Bosni in Hercegovini, kar se dogaja v Srbiji, širšim svetovnim dogajanjem. Vse to je povezano, vi ste veliko že v bistvu teh povezav naredili. Ne? Vemo, smo v obdobju drugega Trumpovega mandata, ki je iz tečajev vrgel marsikaj v mednarodni politiki, mednarodnih odnosih, ki je zamajal v bistvu fundamente, kdo je kdo v svetovni politiki in kdo je s kom in zakaj je kdo s kom. To je obdobje, ko je Evropa šibka, zaostaja in ki poskuša ne zaostajati na različne načine, med drugim tudi to, da se bo zdaj pospešeno oboroževala. In kako zdaj to dogajanje svetovno sede v dogajanje na Balkanu in kako ta Balkan sede v to dogajanje. Kar bi pa rada našla, je pa v bistvu to, kar sem vam napisala, ne? To vprašanje za Nobelovo nagrado. Kako doseči mir na Balkanu, kako v Bosni preprečiti nacionalizme in doseči trajen mir. Če se osredotočimo na Bosno in Hercegovino, pa konsociativne oblike vladanja, mislim, da bi bilo dobro včasih pogledati tudi belgijski primer. Se pravi, veliko krat pozabimo na to, da je Belgija zelo podobno urejena, zelo podobnim stopnji medetničnih oziroma mednarodnih v tem smislu trenj. Imate torej Valonijo, Flandrijo in Bruselj, v tem primeru Srpska federacija in Brčko, se pravi in zvezno vlado, se pravi, ki jo belgijski kralj nadzoruje v tem smislu. Ampak dejstvo pa je, da oni imajo še bolj kompleksno politično strukturo, kjer ti sploh nimaš niti jasnih hierarhij med zvezno državo, se pravi zvezno ravno in federacijami oziroma entitetami, ki imajo enako stopnjo avtonomije visoko. Sploh tiste, ki se vežejo na jezikovne pravice in iz tega izhajajoče kulturne, šolske in ostale zadeve. In morali bi večkrat pogledati, kako so belgijski primer rešili, ker z Belgijo se nikoli ne ukvarjamo kot problematično državo, kjer vre. Oni so svetovni, recimo imajo svetovni rekord za to, koliko časa so se pogajali. 500 dni so se pogajali o vladi. To tudi se niti v Bosni ni zgodilo. Ampak Belgijo enostavno tako razumemo. Zakaj? Ker je, tako kot je rekel Marko, Evropske unije, razumljena je kot center in v tem kontekstu pa se bo že dogovorili. In mislim, da bi lahko, torej v kontekstu tega, zakaj urediti, v primeru OHR-a, če gre ven in da se Bosna in Hercegovina začne dogovarjati, pa grejo pogledati belgijski model, pa ga prenesejo na ta način. Torej, na ta način Republika Srpska obstane kot entiteta, Bošnjaki in Hrvati imajo svoje zgodbe, Brčko postane kot nek krovni okvir, ki mimogrede ni enako neproblematičen kot Bruselj, in se potem zgodba nazaj zaveže. Sam vedno pravim, gledajte, tako ali tako bomo potrebovali novo pogodbo, Lizbonska absolutno ni več ustrezna za geopolitični kontekst, ki se dogaja, pa ne bo Ljubljanska ali pa Banjaluška pogodba naslednja, ker verjetno bo Črna Gora prišla hmalu notri v Evropsko unijo, nadaljuje se z Albanijo, bomo videli, kaj bo, ampak dejstvo je, da za vsako širitvijo rabiš novo pogodbo in v to pogodbo najdejo še 8. evropsko institucijo in ne jo dajo v Brčko. Zakaj pa ne? Dajmo nekaj na področju vojske, obrambe, če gremo v te neke skupne evropske obrambne vojaške projekte, pa naj bo 8. institucija v Brčku, pa se s tem zadeva poveže, se regiji da vedeti, da ste del sidra Evropske unije, zavežemo v skupaj v ta knofel, zveza NATO, Evropska unija in bi bila zadeva rešena. Vse to je za Nobelovo nagrado, seveda to so samo neke ideje ali pa vizije, ampak dejstvo pa je, da se da. Začnimo z Belgijo. Recimo, recimo novinarji v Bosni in Hercegovini, ko so se začeli ta pogajanja, kako se bomo mi zmenili, če rabimo več akcijskih načrtov. Se pravi, ko ti pošiljaš akcijski načrt v Bruselj, ga pošlješ kot država. V Bosni in Hercegovini je to absolutno nemogoče. Mislim, da ne bo obstajal načina, kako akcijski načrt pošlja gor. In sem rekel, poglejte, v Belgiji imajo tudi 2 akcijska načrta. Flandrija pošlje svoj akcijski načrt na področju skupne kmetijske politike, Valonija svojega. In je stvar rešena. Enako bi lahko v Bosni in Hercegovini. Samo včasih se zapletamo noter, da je to tako zelo poseben primer, drugačen primer, da ni enostavno enakih primerov. Evo, še tu Belgija. Belgija je leta 2001 dobila skupno policijo. 2001 so dobili skupno policijo na zvezni ravni. Pa veste zakaj? Zato, ker so ugotovili Belgijci in Flandrija in Valonija, torej tako Nizozemci oziroma Francozi, so ugotovili, da je policija nekompetentna. Imeli so ogromno pedofilije, amaterizma, nepreganjena kriminala in so ljudje rekli, enostavno mi potrebujemo nekaj na državni ravni, zato da bo zaščitili naše otroke, naše znance, prijatelje. In to je bil inerc, da se je zgradila skupna policijska struktura.
Enako bi lahko v Bosni in Hercegovini, imate primere, David Dragičević, Dženan, skratka, imate ogromno teh nekih primerov, kjer kaže na koruptivnost, nekompetentnost lokalnih policijskih struktur in tu so potem tisti inerci, kjer se zgradijo skupne institucije. Ne zato, tako kot je Marko rekel, ker ti Evropska unija reče, da moraš napredovati na poti, ampak zato, ker je realna potreba po skupni instituciji, ki bo ščitila državljane kot nosilce, ne na zadnje ustave. In če se vrnemo k Dodiku, njegova zadnja ustava je poskus, v bistvu prvi unikum pa je poskus zaščite suverena. Ne ljudstva, ampak suverena, torej Dodika in njegovega sina. In tu so potenciali. Recimo, vem, da ni za Nobelovo nagrado, ampak premalokrat razmišljamo o belgijskem primeru. Bomo še videli. Doktor Hočevar, za konec, nekaj ste že rekli o tem razmerah Trump, Rusija, Putin. Kako se bo v teh razmerah znašel Balkan? Problem je v tem, da mi ne vemo točno trenutno, kaj je vse na mizi v pogovorih med Rusijo in ZDA. Tisto, kar jaz saj upam, da je tistim, ki mora biti jasno, torej, da se zavedajo tega, da se ne pogajajo niti približno ali slučajno samo v Ukrajini. Pogovore in pogajanje vodi posebni odposlanec za Bližnji vzhod. Iran je prvi memo, ki je prišel po tem pogovoru pred enim tednom. Trump, Putin se nanašal na Iran takoj, tretja ali četrta zadeva je bil Iran in Bližnji vzhod. Skratka, je širša zgodba precej od Ukrajine. In v tem kontekstu tudi je vprašanje, ali je kje mogoče tudi Balkan na mizi v teh pogovorih, ker vemo o non-paper pred zaključkom Trumpovega mandata, prvega, je dodobra razburkal domačo javnost, domačo balkansko javnost, recimo temu tako, ker je predvideval neke pomembne spremembe, seveda, ki bi se mogoče zgodile. Zato pravim, da mi ne vemo, o čem se vse pogajajo in pogovarjajo ključne vele sile. Tisto, kar pa je jasno in tisto, česar je pa mene, mogoče ne bo rekel strah, ampak me ne navdaja z nekim blaznim optimizmom, je pa vojaški keynesianizem, ki se ga hoče iti Evropska unija, ker vojaški keynesianizem ima efekt na koncu, veste kdaj? Ko pride vojna. Zato, ker takrat pride do popolnega uničenja, lahko se zažene nov cikel akumulacije in takrat se lahko ta vojaški stroj do konca nekako vzpostavi. In ta ideja seveda, da lahko se zažene gospodarstvo skozi oboroževanje, ker na to idejo smo zdaj nekako prišli, ni uspel zeleni prehod, odklopili smo se od ruskih energentov, predragi smo, industrija se nam seli, dajmo se mi zdaj oboroževati, pa bomo spet gospodarski, tigri, mački, levi, karkoli že. Na koncu in v kontekstu, in to je, jaz mislim, s tem bom zaključil, svet se na novo deli med imperialističnimi silami. Evropsko unijo je trenutno strah, da se bojo nekatere druge sile med sabo zmenile brez Evropske unije in da bo lahko tudi sama plena. Ker pač prva in druga svetovna vojna ste bili imperialistični vojni, začeli sta se v Evropi. In obakrat je to področje Balkana precej pomembno nastradalo v teh zgodbah. In tisto, kar ni tako noro, jaz mislim, je to, da če bo se Evropa tega zavedala in če se zavedamo, da je Evropska unija, ampak tudi cela Evropa, demografsko, gospodarsko, tehnološko in vojaško nikakor ni kos ključnim silam, dvem silam na svetu. Tukaj ne mislim na Rusijo, ampak na ZDA in Kitajsko. Rusija recimo vojaško mogoče, kaj potem ostane? Potem ostane, če se bomo tako dobro oborožili, orožje je za to, da se uporabi. Če se bo to uporabljal, kater del trenutno ni v Evropski uniji. Mislim, da je jasno, kater del trenutno. Ukrajina je že razrušena, ostane pač ta del. Hoče nešto, da
so zelo veliki premiki, ki se dogajajo. Ne. Ni nam jasno in ne vemo niti približno vsega, kaj se dogaja v svetu in o čem se vse ključne sile pogajajo. Tisto, kar pa je dejstvo, ne, da nekatera ključna vprašanja in notranji problemi, na katerih so, oziroma katera so znale tuje sile imperialistične uporabiti tako v času Prve svetovne vojne, kot v času Druge svetovne vojne, da pride do vojne in nasilja na Balkanu, so še vedno prisotni. Nekatere zgodbe niso bile nikoli zaključene ali razrešene, nekatere so se na novo odprle z vojnami v 90-ih in to tvori precej neko tvegano ozračje. Nikakor pa ne mislim, da smo tik pred vojno, daleč od tega, to so neka zdaj moja razmišljanja, da bi bilo zelo dobro se zavedati, kako se svet obrača in spreminja v tem trenutku in potem tudi temu ustrezno najti neke strategije, za te same države morajo najti svoje strategije. In samo za konec, mir na Balkanu je obstajal bolj ali manj od 1890, se pravi 76 let, recimo v grobem, ampak je šlo za neko seveda zgodbo združevanja Balkana, ki je bila lahko problematična vse, ampak ideja je bila enostavna, Balkan balkanskim narodim. In to je, jaz mislim, neka predpostavka, ki jo je treba nekako vzeti za res in se začeti potem pogovarjati. In potem se lahko, če nekdo želi, se pogovarjati tudi o Evropski uniji, integracijah in tako naprej, ampak dokler ne bo te neke temeljne predpostavke, da je tukaj treba si izboriti nek svoj prostor, zato da se mi sami zmenimo med sabo, kaj in kako, najti skupno zgodbo, ki lahko poveže nek širši prostor, do takrat bo ogromno teh nekih trenj. In za konec, pač takrat, ko je ta prostor bil nekako v zadnjih, pa recimo sigurno 500 letih, najbolj prosperativen, najbolj miren, najbolj stabilen, mednarodno najbolj uveljavljen, je bilo v času seveda druge Jugoslavije, ker je šlo za nek emancipatorni projekt, tako notranji seveda, kot mednarodno z gibanjem neuvrščenih. Danes mogoče ne bi bilo tako noro zopet razmišljati o nekih podobnih strategijah, sploh vis-a-vis nove delitve sveta, pač narediti korak nazaj in reči, mi se tega ne gremo, ne pa mi se bomo borili, da si bomo tudi mi lahko prilastili določene dele. Povezovanje na Balkanu torej. Mogoče. Hvala lepa obema za vajine uvide in odgovore. Hvala, da ste bili moja gosta. Hvala za povabilo. In hvala tudi vam, dragi gledalci in poslušalci, gledalke in poslušalke. Prihodnji teden me sicer ne bo z vami, vidimo in slišimo pa se spet teden dni kasneje. Srečno do takrat.